Ponočujemo s športniki. Vse, kar ste od nekdaj želeli vedeti o športnikih. Slovenija v aprilu pošilja najboljše cheerleaderje in cheerplesalce v Orlando v ZDA na svetovno prvenstvo, med drugim tudi par Matej Kavčnik in Sara Gruden. Z nami je Matej. Matej, živijo? Živijo. Povej mi, kakšni so občutki pred odhodom? Nekako so mešani, kumi čakam, da grem kaj, po drugi strani se malo bojim, kakšna bo konkurenca. Vem, da sem ful enega truda vložil, pa ne sam jaz, pač več ljudi je vložil v to trud in tako veš, da je problem pa, da če ne rata vse tako, kar si želiš, da je pač veliko razočaranje, ne. Trenirate pa še vedno verjetno te dni? Ja, trenirava pa res zdaj že cel let na polno. Trening imamo po moje vsak dan, pa ne samo enega saj sam za to točko, s katero greva, pa je še tukaj skupina, pa še drugi treningi. Torej švicata na polno? Ja, do konca. Več v nadaljevanju. Ponočujemo s športniki. Vse, kar ste od nekdaj želeli vedeti o športnikih. Matej Kavčnik in Sara Gruden se aprila odpravljata na svetovno prvenstvo v cheerplesih. Z nami je Matej. Matej, znanja v cheerleadingu imaš sam veliko. Si že kdaj razmišljal, da bi to svojo plesno pot nadgradil tudi s podajanjem tega znanja mlajšim generacijam? V bistvu to že delam 5 let. Ja, nekako sem 4 leta imel najboljšo evropsko mladinsko skupino. Zdaj letos sem pa prevzel člansko skupino Zmaji, kjer tudi sam treniram in si nekako obetamo zelo lepe uspehe letos. Kar se pa Orlanda tiče, kaj pričakujete od tekmovanja? Težko je govoriti karkoli o mestih, da bi karkoli pričakovala, ker glede na to, kaj smo mi lansko leto pokazala, pa kaj bo letos, je že tukaj 100% razlika, ne, v težavnosti, v celi točki. Tako da, če gledam na naju, če bojo ostali glih tako naredili, kakor midva, da bojo toliko napredovali, ne morem reči nič, ne. Če bojo pa ostali na tem, kar so bili lansko let, pa imamo zelo dobre šanse. Kako si sicer zadovoljen s Cheerleading zvezo Slovenije? Glede na to, da sem podpredsednik v tej zvezi, bi mogel biti zadovoljen s tem delom, a ne. Drugače pa ja, ta zveza je nekako to, kar smo rabili v cheerleadingu, ne. Nekako pele vse skupaj naprej. Pač imamo problem s tem, ker sta dve zvezi v Sloveniji. Pa je tako, da pač res ta zveza dela na tem, da bo prišel cheerleading na olimpijske enkrat. Ne. To je bil Matej Kavčnik in Matej, seveda želimo vam veliko sreče v Orlandu. Ja, hvala lepa za lepe želje, ne. Čau. Živijo. Ponočujemo s športniki. Ponočujemo s športniki. Vse, kar ste od nekdaj želeli vedeti o športnikih. Matej Kavčnik in Sara Gruden sta uspešen navijaški plesni par. V družbo smo tokrat povabili Mateja. Matej, živijo? Živijo. Saro sta plesni par že kar nekaj časa. Po moje že 4 leta. To pomeni tudi vrsto uspehov za vama? Ja, od samega začetka. Več v nadaljevanju. Ponočujemo s športniki. Vse, kar ste od nekdaj želeli vedeti o športnikih. Matej Kavčnik in Sara Gruden sta uspešen slovenski navijaški plesni par. V našo družbo smo povabili Mateja. Matej, kateri so tvoji osebni in tudi sicer največji uspehi? Osebno je bilo po moje pred 2 letoma, ko so zmagala na največji evropski tekmi z največjo konkurenco v tej disciplini. Pa so tukaj bili še lansko leto na svetovnem prvenstvu, ki so bila 3., ta je v bistvu največji uspeh do zdaj. Pa so bila pa še lansko leto na odprtem evropskem prvenstvu, so bila pa 2. takoj za Američanom. Pa še to bi ga lahko zmagala, če ne bi malo svalila. Ko pogledaš na te svoje uspehe, koliko ti pomenijo? Glede na to, da veliko pretrenirate, verjetno kar precej? Glede na to, da je v bistvu to moje življenje, da posvečam v bistvu čist vsako minuto, ki jo imam v to, mi pomenijo zelo veliko, nekako potrditev tega, za kar si delal, ne. Povej mi, zakaj ravno navijaški ples? Kaj je tisto, kar te je pri tem plesu tako pritegnilo? V bistvu
se je to začelo že dosti malo, pri 8 letih, ker je bila pač interesna dejavnost na moji šoli, pa je nekako družba me je potegala na zanimiv šport je, pa videl sem, da pač mi nekako leži. In kako izgleda vajin trening, Saro? Tako je, na začetku, pri vsakem treningu se moraš dobro ogreti, pa raztegniti, to je v bistvu še ful bolj pomemben za Saro, ker pač ona mora spravljati te noge, vse okoli sebe mora biti ful raztegnjena. Tako da najprej če poskrbijo, da je ona dobro ogreta, raztegnjena, pa začnemo najprej z lažjimi stvarmi, pa malo k težjem, ne. Pa mora biti ona najbrž precej lahka? Ja, ali ona lahka, ali pa jaz močan. Tukaj je v bistvu kombinacija, ja, razmerje. Jaz delam na tem, da bom večji, pa močnejši, ona pa da bo lažje gor. To je bil Matej Kavčnik. Matej, hvala za ta pogovor in srečno. Ja, hvala. Živijo. Ponočujemo s športniki.